Grmenje izpušnih cevi, vonj po bencinu in motorna kolesa vseh barv in oblik so oznanili, da so se Tomosi vrnili domov. Na kraj, kjer je bila večina teh jeklenih konjičkov sestavljena in poslana v svet. Prihajamo redno sem na ta srečanje od samega začetka. Mopede vozimo dol s tovornjakom, koliko se jih včasih iz tovarne ven, mi jih zdaj v tovarno nazaj s tovornjakom pripeljemo. No, tako. Tomosov motor predstavlja marsikomu prvo ljubezen in prve seveda ne pozabi nihče. Ta me res spremlja povsod. Pred 3 leti sem z njim prišel iz Londona preko Pariza, Švice, Avstrije do doma, do Žalca. Drugega nismo imeli mi, ko smo bili mladi kot Tomos. Še to, če je bilo dobro. Pomen takih druženj je to, da se ohranja kulturna dediščina, kot so te naši motorji. In kot vidimo danes tukaj se jih je kar lepo število ohranjenih, še originalnih, tudi lepo restauriranih motorjev zbralo. Nekaj navdušencev je prišlo tudi iz sosednje Hrvaške. Obstajajo kakšne anekdote s temi motorji iz mladosti? Bolje ne pričati o tome. To ćemo ostaviti samo za nas. Ima svega. Od padcev, skokov, podrsanih kolen in potovčenih glav do vseh vrst bližnjih srečanj. Kako pa se je Tomos odrezal pri nežnejšemu spolu? Ja, niso bili atraktivni motori za punce peljati, ker je bilo starejih frajerov, so imeli Kawasaki in Suzuki. Po kratkem druženju so se motoristi podali na 65 km dolgo pot po slovenski Istri, na kateri ni manjkalo zabave in smeha. Karavana Tomosovih starodobnikov se je tokrat odpravila tudi v Italijo. Tukaj na Lazaretu, nekdanjemu mejnemu prehodu, pa jih je prečakala točka dobre volje. Tukaj se ustavijo skupine, se ustavimo, kozarček soka, kozarček vina za tistega, ki želi radenskrat, dosti dobre volje, košček mortadela, sira, oljčnega olja in gremo naprej. Naprej do štartne točke pred nekdanjo tovarno. In čeprav je tovarna motornih koles počasi ugasnila, bosta spomin in strast ostala zavedno. Zdi se, da sedaj, ko prihodnosti več ni, še toliko bolj.